Zakaj sem izbrala ravno plezanje, v bistvu težko povedam. Preprosto me je potegnilo, nekaj mi je bilo všeč, gibanje je bilo drugačno, izzivi so bili vedno novi in preprosto sem ostala pri plezanju in nisem več zamenjala športov. Ker mogoče marsikdo ve ali pa se me spomni iz svojih športnih aktivnosti, ker sem probala praktično skoraj vse, kaj je bilo na Ptuju na voljo in to je bilo vsaka pol ali pa 3/4 leta nekaj druga. In tudi pri plezanju recimo prve pol leta sploh nisem pustila ne staršem, ne komu drugemu, da bi mi nabavili plezalne čevlje ali pa kaj podobnega, ko sem rekla, da ne vem, če bom plezala in pač brez veze kupovati opremo, ker ne vem, če je to nekaj, s čemer bi se rada ukvarjala. No, ampak čez 3/4 leta mi je potem prijatelj plezalec podaril prve plezalne čevlje in ja, nisem se ločila od plezanja do sedaj. V bistvu s športnim plezanjem sem se prvič srečala, ko sem bila stara 10 let. In sicer, ko je bila postavljena promocijska plezalna stena na Ptuju. Z njo sem se srečala čisto slučajno, v bistvu sem se z rolerji peljala mimo in takoj sem probala, zadeva mi je bila zelo, zelo všeč. In takrat sem pustila svoje kontaktne podatke tudi takrat še planinskemu društvu Ptuj, ki je imelo zadevo pod nadzorom. In sicer sem mogla kar nekaj časa čakati, ampak kasneje se je stena prestavila v eno izmed osnovnih šol, kjer sem lahko potem nekje pri 11 letih nadaljevala z prvimi učnimi uricami plezanja. Ukvarjam se s športnim plezanjem, kar pomeni, da plezam varovane smeri, ki so navadno dolge nekje od 15 metrov do 20 na umetnih plezalnih stenah in v naravnih plezalnih stenah od 30 ali pa tudi tam nekoliko daljše, ne vem, 150, ampak tega se poslužujem zelo redko. Pri svojih najpomembnejših rezultatih bi sigurno omenila dvakratni naslov zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti v letih 2011 in 2012 in tudi naslov skupna zmagovalka svetovnega pokala v kombinaciji, kar pomeni, se pravi, kombinacija obeh disciplin in težavnosti in samih balvanov. Šport mi osebno pomeni zelo veliko, v bistvu niti ne samo plezanje, ampak nasploh šport, gibanje, sam športni način življenja. V bistvu šport kot neko vodilo, nek motiv zdravega telesa, zdravega duha, tiste energije in preživljanje in prostega časa in vsakega dneva. Tako da zaenkrat mi sicer moje življenje omogoča, da se lahko športom ukvarjam, brez da bi bila primorana zraven hoditi v službo in imeti še druge zelo dodatne obveznosti in pač se lahko profesionalno posvetim športu, ampak tudi kasneje, če bom mogoče imela drugačen življenjski ritem, pa si želim, da šport ostane vsak dan na mojem dnevniku. Kot ambasadorka športnega vikenda na Ptuju sigurno zelo podpiram dogodke, kot so takšni in podobni športni dogodki, tudi razne olimpijade mladih in vse dogajanje v zvezi športa. Mislim, da so res odlični dogodki, ki bi mogli biti na sporedu še večkrat in želim vsem, da uživate ob tem vikendu in se čim večkrat tudi ne ob takih priložnostih poslužujete športa. Se vidimo na športnem vikendu na Ptuju. Pridruži se!